Na osrednji celjski slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju osrednja govornica obrambna ministrica. V Šmartnem ob Paki namenu predali novo kanalizacijo. Z naslovom prvakinj celjske košarkarice postavile piko na i zgodovinske sezone. Lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V Sloveniji danes praznujemo dan upora proti okupatorju. Na ta dan je bila leta 1941 v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta, ki se je kasneje preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. V Celju so osrednjo slovesnost v počastitev tega državnega praznika pripravili v Parku Svobode. Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. V svojem nagovoru je poudarila, da je pomembno, da v teh časih ohranimo pokončno držo in se upremo novodobnim okupatorjem. Vsako pomlad, ko se izteka april, so pred nami pomembni dnevi. Takrat se namreč spominjamo dogodkov, ki so nas popeljali v povsem novo obdobje, v svobodo in napredek. Tako je svoj nagovor začela slavnostna govornica na osrednji slovesnosti ob praznovanju dneva upora proti okupatorju v Celju in nadaljevala. Naši osvoboditelji in naši osamosvojitveni borci ste se borili tudi za to, da lahko danes svobodno volimo svoje predstavnike in da lahko sami kandidiramo za različne funkcije. Zato je prav, da vsi, ki si želimo delati za dobrobit skupnosti in ki aktivno iščemo rešitve, stopamo tudi na to odgovorno pot. Ker je ministrica po rodu doma iz Šaleške doline, kjer je bil doma tudi partizan in pesnik Karl Destovnik Kajuh, je v svoj nagovor vpletla tudi njegovo življenje. Zagotovo. Kajuh je pravzaprav moj rojak, sovaščan, kajti rojena sem v Šoštanju, v Šaleški dolini je pustil močan pečat, gimnazijo pa je obiskoval tukaj v Celju. In prav zaradi njegovih modernih idej takrat, zaradi njegovega upora proti tujim lastnikom, proti krivicam, ki so se delale takrat v družbi za delavske pravice, za kmečke pravice, zaradi vseh teh idej so ga tudi izgnali iz celjske gimnazije, sicer pa je potem naprej se šolal v Mariboru, potem pa je prišla vojna z vsemi svojimi krutosti, tako da je bil zdan tudi v taborišče, se pridružil naši legendarni 14. diviziji, ki je tukaj v teh krajih zelo, zelo dobro poznana. Tako da, moja misel današnjega govora je bila pravzaprav ta, da so se včasih naši predniki borili za to, da imamo danes svobodo, da imamo možnost izbire, da imamo možnost govoriti v slovenski besedi, da imamo možnost sooblikovati državo, pa je žal vsi te možnosti ne izkoriščamo, predvsem mladi. In če je Kajuh, ko je bil pravzaprav ustreljen v 21. letu svoje starosti, v tej svoji kratki življenjski dobi dal toliko Slovenkam in Slovencev, je prav, da tudi mi poskušamo našim mladim dati to misel, potrudite se, vključite se in bodite aktivni državljani, participirajte, vaše ideje so pomembne za to, da bomo skupaj oblikovali naš jutri. Hrbtenico pa potrebuje celotna država, celoten narod, ne samo mladi, ne? Zagotovo. Tukaj danes, ko sem skupaj z borci slovenskega narodnoosvobodilnega partizanskega boja, z veterankami in veterani tega domoljublja, pravzaprav ne pogrešam, ga je polno, so res lepi občutki. Velikokrat pa, ko hodimo po Sloveniji, je pravzaprav premalo zavedanja o tem, kaj pomeni imeti lastno suvereno državo, kaj odločiti samo o svojih pravicah, kaj pomeni, da si enakopraven sogovornik tudi v tujini, v zavezništvo, v vseh teh mednarodnih institucijah in takrat pogrešam to pripadnost domovini, to domoljublje in prav je, da z vsakim obeležitvijo praznikov na to državljanke in državljane tudi spomnimo. Dan upora proti okupatorju ohranja spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda, osrednje odporniške organizacije Slovencev v drugi svetovni vojni. Slovenski narod je z njim takrat postavil temelje za svojo lastno državo. In tega se nekateri še kako zavedajo in še vedno gojijo izjemno spoštovanje do tega dneva. Zelo veliko. Zaradi tega, ker sodi med najpomembnejše državne praznike, kjer obuja spomin na zelo težke dni naše zgodovine, ko se je slovenski narod uprl okupatorju, ki je ga hotel zbrisati z obličja zemlje. Mislim, da je današnja govornica
ministrica Katičeva odlično prikazala ne samo preteklost, ampak tudi kakšni bi morali biti danes, a ne pogumni, domoljubni, uporni proti vsem okupatorjem, tudi sodobnim in kvizlingom, domačim in tujim. Tako da mislim, da je dan okupatorja resnično eden praznik, ki ga moramo prenesti tudi mladim. Mislim, da ni dobro, da se samo starejši spominjamo, ali pa večinoma, a ne v takih srečanjih in zborovanjih preteklosti, ampak mladi morajo biti kontinuiteta in ni izključeno glede na dogajanje v svetu in v Evropi, da ne bomo spet ponovno se uprli takim ali drugačnim okupatorjem in da bomo pripravljeni na novi upor. Mene osebno, pa nisem hinavski, vam odkrito povem, meni največ pomeni 27. april, 1. maj pa 9. maj. Izhajam iz partizanske družine. Sam sem tudi veteran iz leta 91, spoštujem te vrednote, spoštujem domovino, sem velik patriot, sicer izhajam iz Štor, vendar v Celje me vedno vleče na take proslave, ki pa v Celju odlično organizirajo, vedno tako, da res vsaka jim čast in naj bo to vsako leto isto, da gremo naprej. V novim zmagam naproti, bi rekel, predvsem optimistično. Kulturni program so pripravile učenke 3. osnovne šole Celje z recitacijami Ela Murgel, Špela Bošnjak in Iza Zakošek pod mentorstvom Zarje Lednik ter kvintet trobil orkestra Slovenske vojske. Poseben čar spoštovanja in zavedanja svobode ter pripadnosti pa so tudi letos slovesnosti dali praporščaki. V Gavcah v občini Šmartno ob Paki so včeraj namenu predali novo kanalizacijo. Gre za prvo fazo projekta vrednega 252.000 evrov. Otvoritev so združili s slovesnostjo ob 3 praznikih: dnevu boja proti okupatorju, prazniku dela in dnevu zmage. V Gavcah so tako v sklopu prve faze projekta izgradnje kanalizacije uredili dober kilometer primarnega kanalizacijskega voda, na katerega se je priključilo 40 gospodinjstev. Uredili so meteorno kanalizacijo, nov podporni zid, položen je tudi nov asfalt. Z investicijo smo pričeli že v lanskem letu, v mesecu septembru, zaključili pa smo jo sedaj v aprilu. Občina Šmartno ob Paki si je že pred časom zadala nekako cilj, da s kanalizacijo pokrije tista območja, ki so za to zakonom predpisana, in s tem seveda nadaljujemo. Žal za to ni na razpolago več evropskih sredstev, zato pač v okviru proračunskih zmožnosti gradimo to kanalizacijo, nadaljujemo te aktivnosti. Za to investicijo pa smo porabili tudi sredstva po zakonu o financiranju občin za leti 16 in pa 17. V vaški skupnosti Gavce Veliki Vrh so naložbo toplo pozdravili in v času gradnje pokazali veliko potrpežljivosti. Moram reči, da je danes eden najlepših dni, čeprav pada dež, za naše krajane in za našo vaško skupnost. Res, dolgo smo čakali ta dogodek, ampak smo ga le dočakali. S tem je tudi naš kraj danes postal lepši, prijaznejši do okolja in mislim tudi, da nam ni žal vsega vloženega truda, ki smo ga dali za to pridobitev, ki jo danes slavimo kljub dežju. Prva faza je zaključena, sledita še 2. Tale vaška skupnost je precej raztegnjena, ne? In sedaj nekako smo to kanalizacijo razdelili v 3 faze. Prva faza je ta osrednji del Gavc, kjer je bilo tudi najbolj prepleteno za te vode izgraditi. Potem imamo fazo 2, to je ta vzhodni del Gavc, mi temu rečemo, ne, kjer ni toliko hiš, je pa metrov malo več. In pa potem imamo še 3. fazo, to je pa zahodni del Gavc, kjer je pa podobno v drugi fazi, ampak vse je tu povezano z denarjem,
smo majhna občina, proračun je majhen, evropskih sredstev ni, zahteve iz Evrope so pa velike. Naložba je stala 252 000 evrov, večino denarja je zagotovila občina, kjer za letos načrtujejo še nekaj naložb. Poleg te kanalizacije smo ravno pričeli z obnovo komunalne infrastrukture v centru Šmartnega, drugo fazo. Vrednost investicije je približno 80 000 evrov, v nadaljevanju pa imamo kar nekaj aktivnosti še v letošnjem letu, od postavitve novih avtobusnih postajališč do zgraditve parkirišča. Seveda pa želimo nekaj narediti tudi na cestni infrastrukturi, tako da z to investicijo zagotovo za letos z investicijami v občini Šmartno ob Paki še nismo zaključili. Ob dnevu boja proti okupatorju ter majskih praznikih dela in zmage so najprej prižgali ogenj. Zaigrala je godba veteranov Univerze za tretje življenjsko obdobje, župan kot slavnostni govornik pa je poudaril pomen spomina na pretekle dogodke, da bi se iz preteklosti znali naučiti kaj za prihodnost. Košarkarice celjskega atleta so 13. v zgodovini kluba in 6. zapored osvojile naslov državnih prvakinj Slovenije. Sinoči so v svoji dvorani s 66-61 dobile tretjo finalno tekmo proti kranjskemu Triglavu, ter v finalni seriji slavile s 3-0 v zmagah. Z državnim naslovom so Celjanke postavile piko na i najuspešnejše sezone v zgodovini kluba. Kranjske košarkarice v dvorano Gimnazije Celje Center tudi po 2 porazih v finalni seriji niso prišle z belo zastavo. To je bilo jasno kmalu po začetku tekme, saj so si v drugi polovici prve četrtine dvakrat priigrale 9 točk prednosti. Tolikšno prednost so si gostje priigrale tudi v 14. minuti, potem pa so varovanke Damirja Grgiča ujele priključek. Ekipi sta na glavni odmor odšli poravnani na 33. Gorenjke so imele pobudo tudi v tretji četrtini, ko so največ povedle za 7 točk. Po zaslugi Američanke Shanti Evans je domača ekipa po dolgem času povedla šele v 37. minuti. V sami končnici Triglavanke niso uspele preprečiti novega celjskega slavja. Tudi tokrat je pri atletu, ki je še zadnjič nastopil pod tem imenom, v prihodnji sezoni bo klub nosil tekmovalno ime Cinkarna Celje, levi delež dosegel trojec Shanti Evans, Ana Marija Prezelj, Iva Slonšak, ki je dosegel 80% točk za ekipo, ki je v tej sezoni osvojila vse 3 možne lovorike. Poleg naslova pokalnih prvakinj je najmlajša celjska članska generacija sredi marca osvojila tudi krono Jadranske lige. Mlada ekipa je tako kot že tolikokrat doslej tehtnico uspela na svojo stran nagniti na koncu. Mi smo enostavno v zadnji četrtini dali v vsaki tekmi eno predstavo više in morda je to odločilo. Izjemna kakovost sigurno naše Shanti Evans, ki je prevzela na sebe ogromno stvari, in pa vseh mojih deklet, od Prezlove, Slonšakove, od Cvirkove, Friškosove, ki so prebile največ časa na parketu, tako da jaz jim res čestitam. Mislim, da je odločila energija. Pred zadnjo tekmo je celjska vrsta veljala za velike favoritinje. Ko priješ do te tretje tekme, kjer vsi pričakujejo, da boš to osvojil, je to še toliko večji pritisk. Nekatera dekleta so bila prvič v taki situaciji, da morajo na sebe vzeti odgovornost, in pa sigurno tudi kvaliteta ekipe Triglava, ki je zelo dobra. Ja, mi smo vedeli, da brez dobre obrambe, brez energije, brez tega, da bomo res dali vse od sebe, da ne bodo tisto, joj, zdaj bomo pa kalkulirali, bomo malo tako, malo tisto, ne. Mi smo vedeli, vsako minuto, vsako sekundo moramo dati vse od sebe, če hočemo v bistvu niti ne v 3 tekmah zmagah ligo, ampak v vseh 5, in jaz bom rekla, da sem zelo vesela, da nam je to uspelo v 3 tekmah, zato ker jaz lahko rečem, da smo bile vse že zelo utrujene, tako mi kot naše nasprotnice, kar se je proti koncu že malo poznali. In najbolj vesela sem, da ni prišlo do nekih hujših poškodb, in da smo vse zdrave, zato ker zdaj nas čakajo reprezentančne tekme, kjer ne bo več to ekipa Celja, ekipa Triglava, ampak smo Slovenke, ki se bomo pač borile, da bomo čim bolj skupaj predstavljali Slovenijo. Zadovoljstvo je žarelo tudi z obraza predsednika kluba. Prezadovoljni, srečni, vzeli smo vse 3 krone in vsaka čas tako igralkom kot trenerjem in zares popolna sezona.
Še enkrat je treba poudariti, da je do takšnega uspeha prišla povprečno najmlajša ekipa v klubski zgodovini. Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, kako mlada je ta ekipa. Edino Šante Ivens ima nekaj več izkušenj, to so vse mlada dekleta. Mi smo ne samo osvojili slovensko prvenstvo, mi smo osvojili prvenstvo bivše države Jugoslavije z 2 odličnima bolgarskima ekipama. Tako da to gre res za perspektivna dekleta, predvsem pa dekleta, ki imajo karakter. Vedno, kadar je bilo treba potegniti, so potegnila in jaz jim še enkrat čestitam. Ja, najmlajša, ampak z hudim karakterjem, tako kot je trener že dostikrat rekel, smo mlade, odreagiramo naivno, ampak se nekako iz teh naših mladih, nezrelih napak vrnemo s karakterjem in jaz bi rada čestitala vsem puncam, vsem, ki so nas vodili, trenerju, pomočniku, Žanetu, ker nas je dobro pripravil telesno in zato, da nas je čez celotno sezono skrbel, zato, da smo ostale zdrave, tako kot vodstvu kluba, da nam je omogočal te odlične pogoje. Mi smo vedeli, smo hoteli pokazati, kaj lahko. In jaz mislim, da smo v bistvu v letošnji sezoni to vse presegli. Za končni uspeh pa je bilo pomembno še nekaj. Iz tedna v teden je naša povezanost in naša v bistvu dobra volja to, da skupaj delamo, da se skupaj borimo, da je to kolektiv, da smo mi res ekipa, da je to rastel in mislim, da je to glaven vzrok, zakaj je v bistvu bil tak rezultat čez celotno sezono. Zato, ker košarka je kolektivni šport in ena igralka, 2 ne moreta nič, če ni ekipe tukaj zraven. Pa ne gre to samo od tistih 5 igralkah, gre se tudi tistih puncah, ki mogoče malo manj igrajo, ki prijejo not, prinesejo tisto novo energijo, novo voljo, novo željo, in ja, čestitke vsem, jaz sem zelo ponosna na to, kar nam je letos uspelo. Jutri čez dan bodo padavine slabele in se umikale proti vzhodu, kjer bo dež ponehal šele pozno popoldne. Oblačnost se bo trgala, nastala bo še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 10 do 18 stopinj Celzija. Do petka dopoldne bo padla večja količina dežja, zato bodo v četrtek močneje narasli vodotoki v zahodni in južni ter deloma v severni Sloveniji, v noči na petek in v petek dopoldne pa tudi drugod. Soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne bodo nastale krevne plohe. Prehodno bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bo zjutraj še nastala megla. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, do prihodnjič pa lep pozdrav in srečno.